Evropska komisija je lani članice opozorila, da prepoznajo velik pomen industrije za kreiranje delovnih mest in za gospodarsko rast, ki si jo Evropa tako želi in ne samo želi, jo nujno potrebuje. Na Gospodarski zbornici Slovenije opažamo veliko pomanjkanje razprave o razvoju domače industrije v Sloveniji, čeprav industrija in z njo povezane dejavnosti največ prispevajo k slovenskemu izvozu, ki je danes že večji, kot je bil leta 2008, kot neko referenčno leto, ki si ga na nek način v družbi želimo, da se ponovi. Zato ni aktualno zgolj vprašanje, kakšna bo industrijska prihodnost. Aktualno je tudi vprašanje, kako zagotoviti ustrezne pogoje za industrijski preporod. Ne gre zgolj za tehnološki razvoj, temveč tudi za oblikovanje prijaznejšega, širšega poslovnega okolja, od davčnega, administrativnega do razvojnega in nenazadnje do izobraževalnega. Projekt doseganja ciljev industrijskega preporoda v Sloveniji smo na Gospodarski zbornici Slovenije poimenovali Slovenija 5.0. Strateška skupina Slovenija 5.0 združuje vse deležnike, ki najbolje vedo, kako, kje in komu bomo lahko na trgu najuspešnejše prodali nove produkte, storitve ali tehnologije, ki so tudi cilj strategije pametne specializacije. Letošnji najpomembnejši dokument projekta Slovenija 5.0 je manifest industrijske politike, ki ga bo potem gospod Novković predstavil. In ga predstavljamo danes in ga bomo predstavili tudi na vrhu gospodarstva v naslednjem tednu, ki se bo vršilo na Brdu. Naš projekt se le simbolno in v organizacijskem navezuje na industrijo 4.0, ki je v Nemčiji, ki je povezan z 4. industrijsko revolucijo oziroma z digitalizacijo. V resnici pa gre za širši koncept, saj z analizo razmer v Sloveniji in v svetu iščemo predloge za spremembe, s katerimi bomo naše okolje spremenili na bolje. In če zaključim z naslednjimi pogledi, oziroma z naslednjim pogledom, gre za pogled tistih deležnikov, ki želijo uravnotežen razvoj vseh družbenih podsistemov, ker bomo le tako postali uspešna družba na dolgi rok. Zavedati se je danes potrebno, da danes na globalni ravni tekmujejo države in ne več gospodarske družbe ali gospodarski sistemi. In verjamem pa, da je v Sloveniji še vedno dovolj kritične mase razuma, ki bo v našem dokumentu prepoznala njegovo dolgoročnost in neodvisnost od tega, katera politična opcija bo v danem trenutku na oblasti. V Sloveniji imamo strategij napisanih dovolj. Mi več ne rabimo strategij, ampak rabimo, kako bomo tiste stvari, ki smo jih že v strategiji napisali, operacionalizirali in jih spravili potem tudi v življenje. Če nadaljujem tam, kjer je predsednik končal, mi smo letošnji dokument res delali v smislu agende in kakšne strategije, zato smo delali tudi po principu manj je več. Vsega skupaj 25 in ne več tematik in tudi v torek na vrhu gospodarstva bodo udeleženci na 3 omizjih v interakciji z državnimi predstavniki, z vladnimi, z ministri in državnimi sekretarji poskušali izluščiti 12 ključnih. In sicer tistih, ki so realno izvedljivi, po možnosti v kratkem obdobju so tudi pomembni. To bo cilj na Brdu. Danes ste dobili svež manifest, ravno danes je prišel ven. Tisto, kar pa je pomembno, kar želim povedati, pa je to, kaj je po posameznih točkah, ki jih je 5 poglavij je, pomembno in pa kaj se mogoče izluščiti kot svežega. Ker veste, da nekaj teh predlogov smo že dajali tudi v preteklosti. Jaz sem poskušal zgolj po enega, 2 na posamezno poglavje izluščiti, pa vam zdaj mogoče samo na kratko ponazoril zelo na hitro. Prvo poglavje, ki ga imamo, je pametna država in govori o poslovnem okolju. Gre za prostorsko zakonodajo, gre za atraktivnost Slovenije za vlagatelje, prioritete pri strateških infrastrukturnih naložbah in prožnost na trgu dela. To so tiste področja, ker po našem mnenju javna uprava največ lahko pripomore k temu, da bo poslovno okolje za gospodarstvo boljše. Svež ukrep, recimo, ki je znotraj manifesta letos, je uvedba zlatega investicijskega pravila po avstrijskem vzoru, ki bo omogočal razvoj infrastrukture brez večjih oscilacij. Mi vemo, da imamo iz leta v leto različno vsoto denarja za infrastrukturne investicije, zaradi tega imamo iz leta v leto
pri vseh deležnikih, gradbenikih, inženirjih in tako naprej velike oscilacije, tako pri številu zaposlenih in tako naprej. To vse vpliva seveda potem tudi na standard oziroma težave tistih, ki naenkrat izgubljajo delo, pa potem na hitro jih zaposlujejo in tako naprej. Avstrijci so to bistveno drugače naredili, imajo 5-letni drsni plan, približno vsoto denarja, koliko v tem času bodo namenili enakomerno po letih in to seveda bistveno pripomore k stabilnosti. Tako uresničevanja samih investicij, kot tudi tega, da so podjetja bistveno bolj, zdaj za podjetja oziroma za gospodarski del bistveno bolj predvidljivo s poslovno okolje. Drugo poglavje 2.0 smo ga imenovali pametni davki oziroma davčna politika. Kot veste, je za nas ključna zadeva že od lani pred volitvami prevelika obremenitev dela, ki je tudi v primerjavi z mednarodnimi kriteriji previsoka. Zato mora biti po našem mnenju cilj davčnega prestrukturiranja, o katerem ne vemo veliko zaenkrat še, več delovnih mest, to pa lahko naredimo seveda samo s tem, da znižamo breme dela, kar pa po našem mnenju ne bo možno brez nižje javne porabe. Prosto ne pričakujemo, da je dosti manevrskega prostora, bomo kasneje kaj več o tem povedali. Ampak znotraj tega poglavja je tudi nekaj, kar je tudi novo, pa ni vezano toliko z davčnimi stopnjami, ampak bolj z davčno predvidljivostjo oziroma stabilnostjo. To je zavezujoča informacija finančne uprave, ki mora postati bolj uporabna za davkoplačevalce. Zakaj gre? Gre za aktivno pomoč davčnih organov davčnim zavezancem v primeru dvomov. Ko se davčni zavezanec ne ve, kako naj ravna, in naša želja je, da je ta proaktivnost z vidika davčne uprave bistveno večja, zaradi tega, da potem seveda ne prihaja pri davčnih pregledih naknadno do težav in zapletov. Tretje poglavje 3.0 je pametno kadrovanje oziroma kadrovska politika. Veste, da imamo probleme predvsem v industriji z številnimi kadri, ki jih ni mogoče dobiti, zaradi tega, ker je bila opisna politika na šole v preteklosti, po našem mnenju, kar je precej zgrešena. Zato je po našem mnenju nujen akcijski načrt za preoblikovanje izobraževalnih programov v smeri deficitarnih poklicev in pričakovanih kadrovskih potreb industrije v prihodnosti. Gospodarstveniki so predvsem izrazili interes po več štipendijah za deficitarne poklice, videli ste, kaj se je zgodilo na zadnjem razpisu, in pa tudi štipendije za mlade raziskovalce, tudi sofinancirane države, vendar hkrati tudi z realnimi roki konca študija, na kar je tudi vezano vračanje eventualno teh štipendij. Četrto poglavje je pametni razvoj oziroma razvojna politika. Vemo, da imamo strategijo pametne specializacije tik pred zdajci tudi uradno potrjeno. Gre za seveda ukrepitev vloga znanja in razvoja v slovenski družbi, ki pa po našem mnenju mora biti z namenom ustvarjanja dodane vrednosti v gospodarstvu, ne pa sama sebi namen. Ena zelo kratka točka je v tem poglavju, ki so jo pa gospodarstveniki izrazili kot zelo pomembno za njih, ker se je izkazala v preteklosti zelo pomembno, to je raziskovalni vavčer. Raziskovalni vavčer omogoča, da seveda podjetja kupijo pri raziskovalnih in znanstvenih ustanovah to, kar potrebujejo. In to je zelo dobro orodje, se je izkazalo tudi v preteklosti, kot most med akademsko oziroma raziskovalno sfero in gospodarstvom, in zato želijo gospodarstveniki, da se sredstva za ta namen povečajo in da to postane na nek način eno od glavnih orodij za to, da bomo imeli v prihodnosti razvoj bistveno bolj usmerjen proti trgu. In še peta točka je pa pametna internacionalizacija oziroma promocija industrije na tujih trgih. Tu je bila omenjena tudi podpora podjetjem v mednarodnih verigah vrednosti, s ciljem povečanja dodane vrednosti. Vemo, da imamo tukaj cel kup državnih možnih podpor, seznane že odprej. Gospodarstveniki so predvsem izrazili težnjo po večji povezavi vseh služb, ki se s tem ukvarjajo. Gre predvsem za poleg gospodarske zbornice tudi za Spirit, za Ministrstvo za zunanje zadeve. Konkreten predlog, ki pa je bil podan na podlagi izkušenj gospodarstvenikov, pa zadeva predvsem Ministrstvo za zunanje zadeve. Gre za predlog o prenovi sistema kadrovanja ekonomskih svetovalcev na veleposlaništvih v tujini. Po našem mnenju bi morali biti ekonomski svetovalci imeti bistveno več izkušenj v gospodarstvu, da bi sposobni učinkovito reagirati na priložnosti, ki se tam na teh trgih pojavljajo. Pričakovanja gospodarstva o proračunu za leto 2016 in 2017 moram reči, da so bila zelo visoka. Mi smo pričakovali, da je vlada po enoletnem delovanju in glede na poslovne rezultate, ki je gospodarstvo dosegalo
že v letu 2014 in jih tudi dosega v letošnjem letu, in gospodarska rast, ki iz tega izvira, in tudi določene napovedi za naslednje leto, ki so sicer zelo pozitivne, smo pričakovali, da bojo prepoznali, da je to priložnost, da lahko naredimo razvojno naravnan model oziroma proračun oziroma predlog proračuna za leti 2016-2017. Moram povedati, da ko smo mi ta predlog proračuna videli, moram reči, da smo bili razočarani in temu primerno smo potem tudi reagirali na upravnem odboru gospodarske zbornice, kjer smo jasno izrazili, da je ta proračun ni razvojno naravnan, ampak je naravnan potrošniško. In da ni čas primeren, niti to, da smo se šele na nek način odbili od tega padanja skozi vsa leta, da začnemo predvsem razmišljati o delitvi in šele potem eventualno o ustvarjanju. Smatramo in zahtevamo, da politika prepozna nujno potrebo po ustvarjanju in šele potem o podelitvi. Tisto, kar smo pa na nek način zapopazili, pa bi jaz morda zdaj malo omenil, je bistveno znižanje investicijskih sredstev, ki so predvidena v proračunu za leto 2016-2017. Predvsem je bilo ob lanskem sprejemanju letnega proračuna s strani vlade poudarjeno, da je proračun razvojen, ker veliko sredstev namenja investicijam. Ta zadeva se v letih 2016-2017 v predlogu proračuna ne pojavlja. To je še posebno pomembno, ker je to tudi ugotovitev Evropske komisije od zadnjega obiska, ki je bila v Sloveniji. Pomen investicij v infrastrukturo je za gospodarsko rast zelo pomemben. In to tudi Junckerjev načrt opredeljuje, ko govori o strategiji Evropske skupnosti za čas njegovega mandata. S tem, da je treba pa poiskati kombinacijo zasebnega kapitala, to se pravi javno-zasebno partnerstvo, kar absolutno pogrešamo v teh dokumentih, ki jih je vlada predstavila. Tudi ni videti, da bi vlada imela pripravljen model financiranja za investicije v infrastrukturo. Sicer želje so opredeljene, moram reči, da s temi željami in prioritetami mi nimamo težav na gospodarski zbornici, ampak ne vidimo pa modela financiranja tega. To je tisto, kar sem že prej poudaril, se pravi ta poudarek na javno-zasebnem partnerstvu. Drugo poglavje, ki absolutno za nas ni sprejemljivo, je dodatno obremenjevanje gospodarstva. Pa če morda sam naštejem par stvari, uvajajo se davčne blagajne po hrvaškem vzoru, kar na gospodarski zbornici sicer podpiramo, vendar ignorira dejstvo, da so na Hrvaškem ob tem znižali nekatere davčne stopnje. Ob uvedbi davčnih blagajn v Sloveniji o tem strani vlade ni slišati ničesar oziroma ne načrtuje vlada ničesar. Kljub temu, da je pozivov ne samo iz strani gospodarske zbornice, ampak tudi iz strani obrtniško-podjetniške zbornice veliko. Kljub zavezi bivše vlade, da bo dvig stopnje DDV le začasen, to enostavno postaja stalnica. To se pravi, da je obljuba, ki je bila dana na nek način v tem predlogu proračuna prelomljena. Vlada je podprla redefinicijo minimalne plače, ki pomeni nevarnost za podjetja v krizi in delovna mesta v teh podjetjih. Četrtič je pa vlada očitno že popušča sindikatom javnega sektorja. Čeprav se je masa plač v javnem sektorju od leta 2008 povečala za 9%, v zasebnem gospodarstvu pa le za 2,7%. V javnem sektorju je v tem času 3000 več zaposlenih, v zasebnem gospodarstvu smo pa izgubili 67 000 delovnih mest. Podatki jasno kažejo, kdo je bil glavni nosilec bremen krize, ki je nastopila v letu 2009. In kakršnokoli drugačno tolmačenje teh podatkov, odkrito gledano, je sprenevedanje. Največja skrb, ki pa je pri nas, oziroma se bojimo, da takšen proračun vlade zapira manevrski prostor resnim strukturnim reformam, med drugim tudi učinkoviti davčni reformi, kateri cilj bi moral biti
prav več delovnih mest v zasebnem gospodarstvu. V primeru manjše gospodarske rasti od predvidene se strukturni primanjkljaj ne bo znižal, fiskalne zavore oziroma zaveze pa bodo kršene. Zadolženost pa smo že zdaj štirikrat bolj kot leta 2008. Vi veste, koliko je ta dolg Slovenije narastel v tem obdobju. Zato smo seveda na upravnem odboru, ki je bil 25. septembra letošnjega leta, soglasno sprejeli sklep o ostrem protestu proti takšni ekonomski in finančni politiki države, ki enostavno nas ne pelje na pot napredka te družbe, ampak se bojimo, da bomo šli spet po poti poskusa nadaljnega zadolževanja, vsi pa vemo, kam zadolževanje lahko pripelje, kar si pa seveda nihče v tej družbi ne želi. Mogoče večkrat bolj nazorno z nekaj podatki pa z nekaj ugotovitvami, zakaj smo tako skeptični oziroma zakaj nas tako zelo skrbi. Davčni prihodki, imate te podatke, nekatere bom omenil, imate jih pa več v gradivu, mislim, da. Davčni prihodki naj bi znašali 18% BDP-ja, kar je največ v zadnjih 3 letih. Skupni prihodki naj bi se 2016 povečali za 140 milijonov v proračunu in 2017 za še 70 milijonov evrov. Merjeno v BDP je sicer to nekoliko nižje, ampak bom kasneje povedal, zakaj menimo, da je Umarjeva projekcija izrazito preoptimistična. Pri odhodkih, tekoči odhodki bodo naraščali in bodo za pol milijarde evrov višji kot pred 5 leti. Merjeno v BDP-ju naj bi zrasli z 7% v obdobju poprečnem 2007-2015 na 7,4%. Za plače zaposlenih v ožjem javnem sektorju naj bo namenjeno v 2016 32 milijonov evrov več, v 2017 pa 20 milijonov evrov več. Ključno pri tem, v kakšni situaciji smo se znašli, kljub temu, da imamo rast, pa naslednji podatek za plačilo obresti na cirka 25 milijard evrov velik dolg naj bi namenili že več kot milijardo evrov, kar je 2-krat več kot pred 5 leti. Zdaj pa primerjavo mogoče še, če bi znižali dolg na raven v letu 2010, bi znižali javno finančni primanjkljaj kar za pol milijarde evrov. Za investicije smo že povedali, tako da ne bi ponavljal. Mogoče še ta podatek, ki sem ga prej že nakazal. Umar načrtuje 2,3% rast prihodnje leto. Ta rast je izrazito nadpovprečna glede na neko povprečje, ki jo analitske ustanove v svetu tudi predvidevajo in tudi naše. Včeraj je Banka Slovenije, mislim, da včeraj predvčerajšnjem dala podatek od 1,9 od 1,8. Skratka, izrazito Umarjev odstotek je navzgor, presega. In na podlagi Umarja je vlada tudi delala proračun. Tako da naše mnenje je naslednje. In to smo opozorili tudi v petek na odboru Državnega zbora za gospodarstvo. Ohranja neravnotežje pri bremenih v družbi, je tvega zaradi napovedane visoke rasti, ker je na podlagi napovedi Umarja, in obstaja velika nevarnost, da bo zaradi tega prišlo, ker ne bo zdržal pod vodo, po domače povedano, do dodatnega obremenjevanja z dajatvami. Proračun je po našem mnenju tvegan, ker sloni na nadpovprečno visoki rasti. Za primerjavo vam lahko povem, kaj se je dogajalo na odboru Državnega zbora, ko je gospod Vasle pokazal scenarije za prihodnost, mislim, do leta 2020, pokazal je, kaj bi se zgodili in kdaj bi približno lahko dosegli raven 2008, ki je referenčno leto. To bomo dosegli po njihovih projekcijah 2017. leta, če bo rast približno takšna, kot predvidevajo. Vendar je hkrati pa pokazal še 2 bolj optimistične scenarije, med drugim tudi tista iz 2,4 do 2,8, ker vemo, da smo imeli napihnjeno sliko zaradi zadolževanja in niti enega pesimističnega. Imamo pa koliko tveganja v svetu. Mislimo, da to ni dovolj previdna politika. Druga zadeva je, po našem mnenju je proračun potencialno tudi izkrivljen. Denimo, če pride do bencinskega centa. Bencinski cent, s katerim bi dodatno obremenili in gospodarstvo in prebivalstvo, ni nič drugega kot paradavek. Zato zahtevamo, da se ta denar najde iz tekočih prelivov v proračun, ne z dodatnim obremenjevanjem in ljudi
in gospodarstva. Proračun po našem mnenju tudi ni korekten, ker še naprej nadpovprečno, glede na bremena, ki so bila v krizi, obremenjujejo gospodarstvo in tem tudi vse zaposlene v gospodarstvu. Namesto, da bi se denar za nagrajevanje dobrih javnih uslužbencev našel iz odprave anomalij pri plačah in z reorganizacijo delov javnega sektorja. Malo sem prebiral zadnje dneve, kaj so mediji poročali o analizi mednarodnega denarnega sklada. In mislim, da sem samo v enem članku, lahko da jih je bilo več, pa da sem izgrešil, videl podatek, ki je mene najbolj frapantno fasciniral. V terciarnem sektorju izobraževanja se je med letom 2000 in 2012 število študentov povečalo za 7%. Število tako imenovanega teaching staffa, se pravi ljudi, ki poučujejo, pa za 103%. Več kot podvojilo. Vemo sami, da imamo teh raznih anomalij v javnem sektorju zelo veliko. Kot smo že povedali, proračun tudi ne omogoča resnega davčnega prestrukturiranja, ker je tehna razbremenitev dela težko dosegljiva ob takem proračunu. Tako da mislimo, da je seveda zgolj optimistični scenarij umrja in s tem tudi proračun, ki temelji na tem, zelo nevarna igra.